Klasično delo lahko ohranimo pri življenju le tako, da ga jemljemo kot odprto, pravi filozof Slavoj Žižek v predgovoru k svojemu dramskemu prvencu. Napisal je različico drame o Antigoni in jo spremenil. Stare kulture niso častile pojma originala, zgodbo so med pripovedovanjem spreminjale glede na potrebe svojega časa. In prav to je storil Žižek s svojo variacijo Antigone. Drama, ki jo je izdalo Društvo za teoretsko psihoanalizo, bo uprizorjena v Hrvaškem narodnem gledališču v Zagrebu in teatru Volksbühne v Berlinu. Antigona je etično-politična vaja, poudarja avtor. Zanimalo ga je, kako misliti več naracij skupaj, ne da bi jih relativizirali. Jaz mislim, da je nekaj lažnega v figuri Antigone. Ona ni moj heroj. Celo če gledamo med grškimi mitološkimi liki, imam takoj dve ženski, ki sta mi etično veliko višji, Elektra in Medeja. Moje izhodišče je bilo, da v Antigoni nekaj manjka in sem si skušal zamisliti ostale rešitve. Žižek dramo spelje v tri smeri. Po prvi sledi Sofoklejevi tragediji in Antigoninem vztrajanju na pokopu svojega brata kljub vladarjevi prepovedi, druga pot predstavlja Antigono kot zmagovalko. Po tem ravnotežju med dvema perspektivama sem skušal še podati svojo rešitev, ki, tega se zavedam, lahko zveni komu stalinistična. Se pravi, zbor, korus, ki običajno govori bebavosti, pregovore modrosti, konformistična agencija prevzame oblast. Naredi nujne likvidacije in vzpostavi z brutalno diktaturo demokracijo. Vem, da je to paradoks. To je moja rešitev. Takšna uprizoritev po Žižku omogoči, da se odrečemo simpatijam in sočutju do Antigone in predloži izhod, ki nas pretrese v našem humanitarnem samozadovoljstvu.